Osrednja tema 18. seje upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije je bila pametna specializacija. Razpravljavci so poudarili, da mora Slovenija nemudoma izpeljati svoje domače naloge, nadgraditi strategijo pametne specializacije ter do konca leta v Bruslju sprejeti operativni program in podpisati partnerski sporazum. Gospodarska zbornica se mi zdi je tukaj naredila, je veliko delo, da je uspela v to pametno specializacijo uvrstiti vsebine, ki predstavljajo, vsaj po mnenju velikih sogovornikov, stvari naše prihodnosti, zapravo tehnologije in smeri razvoja. V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije podelila nacionalna priznanja za najboljše inovacije v podjetjih in javno-raziskovalnih zavodih. Na regionalni ravni je letos sodelovalo več kot 500 inovatorjev z več kot 160 inovacijami. Najboljše med njimi so se uvrstile v nacionalni finale, v katerem je bilo podeljenih 7 zlatih, 28 srebrnih in 8 bronastih priznanj. Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije je v pozdravnem nagovoru poudaril, da so inovatorji ključnega pomena za nadaljnji razvoj Slovenije. Na Gospodarski zbornici smo ponosni na vas in vse vaše predhodnike. GZS je podelila priznanje tudi za najboljšo inovacijo leta po izboru javnosti. Prejelo ga je podjetje Vivapen. Inovativnost je naš način življenja. Vsi v Vivi se tega zavedamo. Kako drugače kot pa s Kensom je bil naslov konference, ki jo je GZS pripravila na temo virov in modelov financiranja investicij v podjetjih in infrastrukturi. Pokazalo se je, da so potrebni dobro pripravljeni in vodeni investicijski projekti ter modre strateške odločitve o tem, za katere prednostne infrastrukturne in razvojno-inovacijske investicije se bomo odločili. Zahtevamo od nove slovenske vlade in slovenske politike, da čim prej, v najkrajšem možnem času, resno ponovno pretehta svoje zaveze iz koalicijske pogodbe in podvzame ustrezne ukrepe. V okviru projekta MidChange je Gospodarska zbornica Slovenije pripravila mednarodno konferenco o motiviranju starejših zaposlenih za usposabljanje in spremembe. Poleg dobrih praks v podjetjih so na dogodku predstavili tudi rezultate ankete med delodajalci in zaposlenimi starejšimi delavci v izbranih podjetij v Sloveniji, Bolgariji in na Madžarskem. Pa pravijo delodajalci, da zaznavajo to, da gre za skupino starejših delavcev kot skupino, ki je posebej lojalna delodajalcu, ki bo tudi v krizi prisluhnila delodajalcu. GZS, zbornica osrednje slovenske regije, je letos organizirala že 4. mednarodno srečanje The Newbie Region Conference, ki je namenjena srečevanjem potencialnih partnerjev, ki iščejo skupne projekte in predstavljajo skupne interese za oblikovanje mednarodnih projektnih timov v Podonavski regiji. Paneli pa so seveda vsi osredotočeni na ključno vsebino, to je e-sodelovanje, interoperabilnost v Podonavski regiji. Tokratni gost pogovora o 5 je bil dr. Alojz Ihan, zdravnik, specialist klinične mikrobiologije in imunologije, ki se poleg strokovnega znanstveno-raziskovalnega dela v medicini ukvarja tudi s književnostjo. Beseda je tekla predvsem o njegovi knjigi Državljanski eseji z družbeno aktualno tematiko. Da smo Slovenci postavljeni vedno nekaj vmes, prav nenehno se borimo med kolektivizmom pa med timskim načinom mišljenja. Ob obisku indijskih gospodarstvenikov, ki so svoje interese za poslovanje s slovenskimi podjetji združili pod okriljem Indijsko-slovenskega poslovnega foruma, je na GZS potekalo interaktivno srečanje slovenskih in indijskih poslovnežev ter podpis sporazuma o sodelovanju med Slovensko-indijskim poslovnim svetom in Indijsko-slovenskim poslovnim forumom. Ja, indijski trg je eden večjih svetovnih trgov in ne moramo si predstavljati svetovne globalne konkurenčnosti brez prisotnosti na indijskem trgu. GZS, Center za mednarodno poslovanje, je organiziral predstavitev več poslovnih dogodkov za krepitev gospodarskega sodelovanja z Italijo. Predstavljene so bile tudi aktualne gospodarske razmere v tej sosednji državi. Ja, Italija se ponovno nahaja v tehnični recesiji.
Kljub temu obstajajo nekateri obeti, ki kažejo, da se zadeve spreminjajo na boljše, industrijska proizvodnja se počasi povečuje. Strokovni posvet na GZS o priložnostih in izzivih pri poslovanju z Iranom je pokazal, da je interes za iranski trg strani slovenskih podjetij kljub sankcijam velik. Tako da se resno pogovarjamo o nekem, bi rekel, zastopanju naše firme dol in prodaji naših izdelkov in prenosu tehnologije. Na srečanju pred posvetom so slovenski izvozniki, ki že poslujejo v Iranu ali iščejo priložnosti na tem tržišču, podali iniciativo za ustanovitev skupnega gospodarskega predstavništva v obliki javno-zasebnega partnerstva. Evropski poslovni mreži EU Vietnam Business Network in EU Indonesia Business Network sta v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije za slovenska podjetja pripravili promocijo svojih poslovnih centrov in predstavitev vietnamskega in indonezijskega poslovnega okolja. Vietnam is a remote market, it's far away, but I think it's a very potential market. We have 90 million people living in this market and it's growing. Analitska skupina Skep GZS je pripravila novo številko publikacije Poslovanje gospodarstva, v kateri analizira glavne kategorije računovodskih izkazov in iz njih izpeljanih kazalnikov. Temelji na letnih poročilih gospodarskih družb in zborničnega izbora kazalcev in kazalnikov iz projekta KAPOS GZS. Glede na lansko leto smo dodali nekaj novih kazalnikov, kot so EBIT marža, finančni dolg na EBITDA in pokritost finančnih odhodkov za EBIT. Za lažje delo strokovnih delavcev in pogajalcev v procesih nastajanja kolektivnih pogodb v praksi je pravna služba GZS v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki pripravila priročnik Kolektivna pogajanja. Na predstavitvi knjige, ki z različnih vidikov osvetljuje vsebino in proces nastajanja kolektivne pogodbe, je recenzent knjige poudaril, da je nepogrešljiv pripomoček za vse, ki se ukvarjajo z kolektivnim dogovarjanjem. To so pa vsi v sindikatih, to so vsi v delodajalskih organizacijah, gospodarski zbornici in tudi vsi ostali, skratka, najširši krog.